Pozdravljeni! Zopet je na vrsto prišel naš običajni tedenski komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi v današnjem komentarju novic se bomo kot običajno dotaknili 4 različnih tem. In čeprav morda danes ne bodo tako neposredno vezane na svet Formule 1, boste videli, da obstaja določena izjemno pomembna povezava. In ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov navedene v samem opisu. In kot ponavadi, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar novice. Tako, tudi tokrat smo na hitro ponovili ta malček drugačni format, zato se takoj lotimo prve današnje teme. V naši prvi današnji temi se bomo dotaknili članka, ki je bil objavljen 26. maja na spletnem portalu The Race. Tu smo lahko prebrali, kako se Ross Brawn vrača v svet motošporta. Postal je strateški svetovalec pri ekipi Pramac in prav ste slišali, pri ekipi, ki nastopa v svetovnem prvenstvu MotoGP. In tu so verjetno mnogi malce napačno razumeli, kaj bo Ross Brawn tam počel. Zagotovo v raznih drugih člankih se navaja njegova bogata zgodovina v svetu Formule 1. Ampak pri ekipi Pramac bo svetoval lastnikom, kako upravljati samo ekipo. Pramac ni konstruktor, uporablja motocikle Yamaha in čeprav ima Ross Brawn naziv strateškega svetovalca, zagotovo ne bo svetoval ekipam, kakšne strategije uporabiti v svetu MotoGP-ja. Je verjetno nek način, kako bo Ross Brawn kaj malega še zaslužil in ostal vključen v nek svet, ki ga morda zanima. Ampak dvomim, da ga bomo aktivno videli na progi, kot nekateri potihem navajajo. A pustimo sedaj to in poglejmo si drugo današnjo temo. A v naši drugi današnji temi se bomo dotaknili članka, ki je bil objavljen na italijanski verziji spletnega portala motosport.com 26. maja. Tu je govora o, bodimo iskreni, bizarni nesreči, ki so jo imeli pri ekipi Cadillac na pravkar zaključeni veliki nagradi Kanade. Njihova prednja desna prema je dobesedno razpadla sredi vožnje. In tu je treba povedati, da bolid MAC pomišljaj 26 ni zadev v noben zid ali imel kakšne drugačne nesreče. Pred samim incidentom je sicer malce bolj grobo zapeljal na robnik, ampak nič kaj takega. In tu se ugotavlja, da je pravzaprav šlo za napako v projektu ali pa napako pri izdelavi. Nič, za kar bi lahko okrivili voznika oziroma dogajanje na progi. In tu je treba dodati, da ekipa Cadillac je nova, kjer so se zbrali kadrovsko dobesedno iz vseh vetrov.
in potrebujejo tudi takšne potencialno nevarne nesreče, da se bodo lahko naučili, kakšni so standardi. Zakaj je tisti element dobesedno razpadel? Enostavno zato, ker je bil narejen iz premalo materiala. Zakaj je bil napravljen iz premalo materiala? Ker so kot masa bolida bistveno nad tistim, kar določa pravilnik. In začeli so odstranjevati malo tu, malo tam, s to težavo, da so nekje odstranili pač malce preveč. In takšne so posledice. Nič novega, le da so ekipe, ki imajo že več desetletno tradicijo, to odkrile že zdavnaj. Toliko o tem, kako tehnično je pripravljena ekipa Cadillac. In če je kdo poslušal moje prispevke, naprimer iz prejšnjega leta, je verjetno se spomnil, da sem takšne zadeve tudi malce napovedoval. A pustimo sedaj to in poglejmo si tretjo današnjo temo. V naši tretji današnji temi se bomo dotaknili članka, ki je bil objavljen zopet 26. maja na spletnem portalu Indianapolis Star. Zopet bomo odšli malce v stran od sveta Formule 1. Namreč v članku piše, kako je Mick Schumacher osvojil naslov novinca leta na dirki za 500 milj Indianapolisa. Namreč med tistimi, ki so nastopili prvič na tej znameniti dirki, je bil najboljši. Čeprav, bodimo iskreni, njegov končni rezultat zagotovo ni bil laskav. Ampak v članku nadaljujejo, kako je Mick Schumacher z tem naslovom pridobil dodatnih $50,000 nagrade in je samo na dirki za 500 milj Indianapolisa dosegel lep izkupiček. $218,000, kar je verjetno povprečnemu navdušencu, sledilcu, morda celo navijaču Micka Schumacherja ogromno. A resnica je malce drugačna. Če si pogledamo članek, ki je bil objavljen 25. maja na spletnem portalu ESPN, bomo videli, da je zgodba čisto malce drugačna. Na tokratni dirki za 500 milj Indianapolisa so imeli denarni sklad, ki je skupaj znašal $30,906,400. In če mi dovolite, da malce zaokrožim, bi lahko dejali malce manj kot $31 milijonov. Torej, vsota, ki jo je dosegel Mick Schumacher, če sem prav zaračunal, je zaokroženo tam nekje okrog 0,7% celotnega proračuna namenjenega za nagrade. In ne smemo pozabiti, da tokrat na fantastični dirki za 500 milj smo imeli res fantastičen zaključek. Felix Rosenqvist je dosegel svojo zmago na tem znamenitem ovalu in seveda dobil nagrado $4,340,000. Torej, zopet, če lahko malce zaokrožim, 20-krat več kot Mick Schumacher. Tako da sedaj imamo predstavo, kakšen dosežek je ta za Micka Schumacherja. Res lahko je bil najboljši med novinci, ampak naprimer še zdaleč ni dosegel takšnega rezultata kot Fernando Alonso v svojem prvem poizkusu na ovalu v Indiani. In tu seveda je treba zopet opozoriti, da razni portali, razni pisci delajo zgodbo, brez da bi nekako hoteli publiki predstaviti realno stanje. Važno, da je Schumacher, važno, da je osvojil naslov za najboljšega novinca,
ampak to, da je bil v ozadju in da rezultat kot tak ni nič posebnega, no ja, o tem kot običajno nič. A upajmo, da bo v prihodnje bolje. Nam je pa še ostala današnja četrta tema. Za konec pa kot običajno tista malce bolj obrobna tema, ki pa je danes malce bolj zaskrbljujoča kot običajno. Ustavili se bomo pri članku, ki je bil objavljen 27. maja na spletnem portalu Crashnet. Tu smo lahko prebrali o predstavitvi novega električnega cestnega Ferrarija, Ferrari Luce. In seveda članek navaja tudi izjavo, ki jo je podal znameniti Luca Cordero di Montezemolo. Mislim, da nam, navdušencem Formule 1, ni treba posebej predstavljati tega imena. Luca Cordero di Montezemolo zagotovo ni bil navdušen nad tistim, kar je videl. Namreč najprej je dejal, da bo raje tiho, kajti če bi povedal tisto, kar si misli, bi škodoval Ferrariju. Nato je dejal, da z takimi potezami se lahko uniči mit in da upa, da bodo pri Ferrariju odstranili konjička iz pokrova tega avta. Na koncu je malce pikro dodal, da edina dobra stran tega novega Ferrarija je naslednja. Kitajci ga zagotovo ne bodo kopirali. In tu se verjetno marsikdo sedaj sprašuje, zakaj je ta novica v našem tedenskem pregledu tistega, kar se je zgodilo okrog sveta Formule 1. Rad bi vam tu poudaril, da predsednik Ferrarija je John Elkann. In pod njegovim vodstvom je nastal ta stvor, ki se kliče Ferrari Luce. Če bi ga poimenovali Fiat Lux, in kdor zna latinsko, je verjetno ugotovil šalo, bi bila morda zadeva še nekako prebavljiva, ampak da se takšni stvori ustvarjajo za znamko Ferrari, meni osebno ni jasno. V tovarni, ki je izdelovala avtomobile, ki so jih zarisali Scaglietti, Bertone, Zagato, Pininfarina, vidimo nekaj, kar je zarisal isti tim, ki oblikuje iPhone. In človek z takim občutkom za avtomobilizem, za motošport, za Formulo 1, tudi polaga glavne smernice scuderiji Ferrari. In sedaj lahko vsi mi razumemo, zakaj v preteklih letih smo v scuderiji Ferrari videli tolikokrat, da so popolnoma zgrešili smer, ker je njihov vodja tisti, ki ne zna peljati tja, kjer so zmage. In vidi se, namreč Ferrari je samo v predstavitvenem dnevu, kar se tiče vrednosti delnic, izgubil, pa je 8%, v zadnjih 6 mesecih 33. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ampak za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.